Gospe in gospodje, najprej v tej koaliciji eno državno modrost. Ta koalicija je brez glasu proti sprejela temeljne razvojne programe, da smo kupili za 710, bomo kupili za 710 milijonov orožja, ni pa sprejela zakona, pri katerem bi tu s temeljnimi razvojnimi programi dali samo 65 milijonov evrov za razvoj visokega šolstva, ki je v tem trenutku v največji prenovi, se poznate vsi Bologno in reformo, ki sledi Bolonski deklaraciji. Druga stvar, ki bi rad apostrofiral, je to, da v tem parlamentu ni nobene parlamentarne higiene, bi rekel nekdanji moj kolega Ivo Hvalica, ki je ta termin uporabil. Kako se morate, spoštovane gospe in gospodje, zamišljati, da imamo v parlamentu 3 preiskovalne komisije opozicije in od tega je ena izmed teh 3 preiskovalnih komisij bila pod narekovaje rečeno ukradena opoziciji, ko smo hoteli torej Mercatorje raziskovati, se pravi, da smo eno ukradli in da imamo samo eno preiskovalno komisijo opozicije, ki se jih pa z vsemi sredstvi poskušajo onemogočiti delo. Videli ste, kolikokrat po sejah komisije je pozicija nastopala, čeprav ni imela besede za to, da bi nastopala, samo predsednik komisije bi lahko. In še nekaj treba povedati, da je to dejanje, da so na tak način, kot so ga izbrali, ki je več kot prozorno, odrezali glavo tej preiskovalni komisiji in jo pahnili tik pred tem, ko je zavladala na njihovi strani panika, v položaj, ko bi državni zbor moral urbi et orbi razlagati o teh stvareh, kaže na to, da ne izbirajo sredstev za dosego svojega cilja. In ta sredstva, takšna sredstva, po mojem, niso častna sredstva, ampak ta sredstva, ki so jih uporabljali, kažejo na to, da mora biti v tem primeru nekaj hudo narobe, saj so v podobnih aferah ta sredstva vedno uporabljala, o tem malo kasneje. Vsi poznate dobro to knjigo, Kaj nam pa morete, od Frankeža. Tukaj je na več stotih straneh zapisana trgovina z orožjem leto 1991-1993. Tu imate spisek ljudi, ki so potem sodelovali, tudi zdajšnji nekateri vladajoči funkcionarji, iz katerih je razvidno, da je potekala ta trgovina v Sloveniji. Kaj se je dogajalo s komisijami, ki so te stvari raziskovale? Jože Jagodnik je postavil 27 poslanskih vprašanj, na katerih ni odgovora. Državni zbor je sprejel 4 sklepe, 2 Jože Školč, enega pod vodstvom Podobnika, enega pod vodstvom Pahorja, na katerega ni noben sklep. Komisija, ki sem jo sam vodil, je vmesno poročilo je bilo sprejeto, ga imate tukaj komentiranega, in poročilo na koncu, ki bi ga morali pa obravnavati, je bilo uvrščeno kot točka dnevnega reda, vendar se je takrat zgodil preobrat. Gospod Bajuk je prevzel žezlo na mesto dr. Donovška in seveda je ta nova koalicija pred koncem mandata dobila škarje in platno v rokah in ta državni zbor tega poročila mojega ni nikoli obravnaval, ampak je pustil, da je komisija umrla. V naslednji sezoni 2000-2004 smo te stvari, kam je zginil ta denar, kjer je bilo, raziskovali na Komisiji za nadzor varnostno-obveščevalnih služb, ki je vodil kolega Jerovšek. Pobrskajte samo malo po spominu, kaj se je proti koncu dogajalo, ko bi morali svoje stvari narediti, kolega Joža Jerovšek ni hotel, kljub temu, da je poslanska skupina zahtevala, več sklicati te komisije. Zdaj smo pa pri Cviklovi komisiji, če nadaljujem z temi stvarmi, tudi tukaj se je dogajalo, zdaj, ko bi morali priti do konca, ko bi morali sprejeti sklep, tudi s tem, kako je ta trgovina povezala z onim, smo prišli do tega, da se ta stvar več ne da narediti.
pomeni, da mora biti zaradi tega, kar se je dogajalo, veste, in kar je v tej knjigi napisano, pa še kateri drugi, na katerega ni nobenega odziva tistih, ki so tukaj, da je to resnično ali ni resnično. Mi, spoštovane novinarke in novinarje, ne živimo v razviti demokraciji. Če bi bilo to objavljeno v Angliji, Nemčiji, v Italiji, in ljudje na to ne bi več odgovorili, ki so to citirali, in ne bi povedali ljudem, kje je davkoplačevalski denar, ti ljudi ne bi nikoli več sedeli v parlamentu, ker bi jih volitve odnesle. Nikoli več. In lahko iz tega samo zaključimo to, kar veste vsi, ne? Na podlagi te prekinjene preiskave. Jaz to smatram, da je preiskavo prekinjeno. Ne moremo mi odpraviti suma o posredni ali neposredni povezavi med sedanjimi in nekdanjimi akterji ter nosilci javne funkcije z orožjem v obdobju 91-93. Eni, ki se 91-93 tu pojavljajo, se pojavljajo potem tudi kot priče v Cviklovi komisiji. Javnosti pa je že dolgo znano, da so v nasprotju z veljavno zakonodajo v tedanjem času potekali finančni tokovi iz prodaje orožja mimo državnega proračuna, tako v gotovini kot z uporabo računov v tujini. In uničena listinska dokumentacija, listinska, se pravi listini, to je uničeno, pravi, da tega nimajo, ne omogoča ugotoviti obseg celotnega poslovanja, zato obstaja sum, da je šlo za nezakonita dejanja. Dokler ta sum ne bo odpravljen, spoštovane gospe in gospodje, se bo vedno porajal globok dvom, da je kriminal v Republiki Sloveniji povezan s politiko. To so težke besede, to je težek stavek, ampak dokler tega ne bo razčiščenega, lahko kdorkoli preprečuje, da tukaj poteka vse zakonito in prav, mislim, da je nekaj narobe v tej državi, če ne moremo priti do enostavnih dejstev pa odgovoru na to, ki so bila zapisana v vseh preiskovalnih komisijah, pa nobena ni naredila, v vseh sklepih državnih zborov, ki se niso realizirali, mora biti nekaj tukaj hudo narobe. Jaz sem čudoval, ko je nekoč tukaj govoril Hašan Čengič, in se je da dobra, ne vem, zdaj z njim pač poti kaže, da so bile drugačne, ki je rekel tole, ko smo rekli, pa bi mogoče nesoga preiskovalce, zakaj ravno tak pri tem denarju špara, je rekel, ja ču za svoje novce odgovarjati pred svojim narodom. Se pravi, jaz smo za ta denar odgovarjal pred svojimi ljudmi. In ljudje, ki so to vodili, bi morali pred svojimi ljudmi tukaj in zdaj povedati, kje ta denar je. Dokaj se pa igramo mi te slepe miši, veste, z temi raznimi preiskovalnimi komisijami, javnosti je vse znano, pa noben ga to čist nič ne briga, in pustimo te stvari ob strani, do takrat boste videli, se bodo vedno pred vsakimi volitvami te stvari poskušale politično vnovčiti. Nihče od tega skoraj nima nič, razen tega, da se dnevni problemi, ki težijo mlado generacijo, ki težijo to državo, z volilne tekme umikajo in smo potem samo priča tem starim štorijam in zgodbam, ki so tu pri nas. Jaz globoko upam, spoštovane gospe in gospodje, ta naslov je simboličen. Kaj nam pa morete? Poglejte, kako tu sedimo v opoziciji. Poglejte, kaj so z nas naredili. Kaj nam pa morete? Da bojo volivci povedali svoje, kaj nam pa morete. Naj vsak po svoji vesti in po svojem spoznanje ocenjuje, komu na volitvah bo dal še svoj glas. Jaz se oproščam, ker sem malo čustveno pač to stvar odrecitiral, ampak toliko časa sem noter in toliko reči, vidite, se ne dogodi, se potiska na stran in se na ta način lahko potem pač določene politične pomenljivosti in napake na ta način, ko se to na tak način obravnava, potiskajo ob stran in zaradi tega, po mojem mnenju, dokler bojo volitve krojile te afere, pa jih je bilo dosti,
od Vičhornic do kraja postojnskega orožja, pa še bi lahko našteval do tega orožja dobro. Te krojile, te volitve, do takrat res ne bomo dobili ene dobre in kompetentne vlade.